Prijazen pozdrav, spoštovane novinarke, spoštovani novinarji, spoštovani vsi zbrani in dobrodošli na že tradicionalnem druženju v okviru Konjiških dni, ki so letos kot celota obarvani s častitljivo 870-letnico prve omembe konjic v pisnih virih, vendar seveda s pogledom uprtim v prihodnost in turistični razvoj našega mesta. Dobrodošli. Za mehak in tako z mladostno energijo nabit uvod v naše današnje druženje pa bomo najprej prisluhnili učenkam osnovne šole v Drabini, ki so v začetku letošnjega leta izdelale izvirno projektno turistično nalogo na temo Zeleni turizem z naslovom Zmajčkove zelene dogodivščine. Jo konec marca uspešno predstavile na turistični tržnici v Mariboru in navdušile tako člane žirije kot obiskovalce tržnice in verjamemo, da bodo danes tudi vas. Usvojile so takrat kar 2 zlati priznanji na državnem nivoju, eno splošno priznanje za nalogo, turistično stojnico in predstavitev, ter eno zlato priznanje za najboljšo projektno raziskovalno nalogo. Puncam seveda najprej iskrene čestitke, sedaj pa jim predajam besedo. Pozdravljeni, jaz sem Maša in to so moje prijateljice, s katerimi smo skupaj ustvarjali raziskovalno nalogo z naslovom Zmajčkove zelene dogodivščine. Prihajamo z osnovne šole v Drabini, kjer smo se naučili veliko zanimivih in pomembnih stvari. In prepričani smo, da prihajamo z najlepšega slovenskega mesta. Slovenske konjice, ki so cvetane vina, so zanimiva estetična točka, saj ležijo v bližini avtoceste in so dostopne iz različnih smeri. Veliko je prijaznost in urejenost podeželskega mesta, ki nudi možnost obiska skozi stoletje. Konjica je bilo že od nekdaj zelo živahna. Meščani so se v davnih preteklosti ukvarjali s trgovino in obrtjo. Prav trgovci so dali mestu poseben vtis. Stari trg še danes sestavljajo stavbe z zanimivo arhitekturo. Le te stojijo tesno skupaj in imajo velika vrata, skozi katera so zadrževalci nekoč vozili z vozovi in obdelovali velike vrtove, kjer so pridelovali povrtnine. Spodnjih predelih stavb so bili trgovine, zgoraj pa stanovanja. V tistih časih so se na območju Konjiškega naljevale konjske vprege, od tod izvira tudi ime mesta, konj pa je vse do danes postal simbol kraja. In konjičani kar ne moremo brez njega. Pohodi se v grbu, kraljuje na mestni zastavi, njegov kip varuje mošče zdravilno. Skozi čas se je v slovenskih konicah spremenilo veliko stvari. Najpomembnejša gospodarska panoga je turizem. Pestra turistična ponudba zajema naravne in kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki jih naši obiskovalci vsakakor morajo spoznati. Vsako leto pa se v slovenskih konicah odvijajo tudi številne prireditve. Takrat mesto doživi vse svoje mogočnosti. Vsak obiskovalec lahko nade nekaj zase, če se le prepusti pisanih možnosti, ki jih ponuja mesto. Tudi način življenja danes je drugačen od načina v preteklosti. Nas mlade so prevzeli računalniki in sodobni mediji. Spomin na preteklost je že skoraj popolnoma zgledel. Še vedno počutimo pripadnost in dolžnost svojemu kraju, da ohranimo tradicijo za naslednje rodove. Ponosni smo na zaklade, ki nam jih poklonila narava in hvaležni preteklosti za bogato kulturno izročilo. Vsem želim dodajati to, da je narava v naši okolici predvsem zelo raznolika in vse čudovita. Imamo praktično vse razen morja. Širne zelene travnike, ličevnate vinorodne škavce, ekologično Konjiško goro, preko Dravinja in staro mesto jedro z različnimi znamenitostmi. In takšno okolje ponuja različne možnosti sprostitve, zabave in zanimive načine preživljanja prostega časa. Zato so naše ideje, predloge in zamisli strnile v turistični raziskovalni nalogi z naslovom Zmajčkove zelene dogodivščine. Oblikovali smo dvodnevni program, ki je namenjen zabavi in druženju, spoznavanju našega mesta ter ohranjanju naravne in kulturne dediščine. Prikazale smo načine trženja, projekt pa vključile učence naše šole, društva, občane. Vmes pa poskrbele za pisano paleto nepozabnih dogodivščin.
Oblikovali smo turistično pot, ki je zajema družboslovne, naravoslovne, tehnične, športne in zabavne vsebine. Vanjo smo vključili pisano paleto ustvarjalnih delavnic, s katerimi želimo prikazati drugačne možnosti pouka, zanimive načine preživljanja prostega časa v naravi. V okviru delavnic smo naredili številne zanimive izdelke. Celoten program bodo obogatile tudi konjiške kulinarične grupe. V okviru naše turistično-raziskovalne naloge se bodo odvijale številne športne dejavnosti, plezanje, ples, badminton, štafetne igre, pohod, igre z žogo, rolanje in tek, ter številne ustvarjalne in zabavne delavnice. Izdelovali bomo verižice, oveske, mlinček iz lesa, ladjice iz lubja, razletnice in druge. Vse bodo potekale v okviru učnih vsebin, geografije, likovne umetnosti, zgodovine, biologije, naravoslovja, gospodinstva, tehnike, slovenščine in spoznavanja okolja. Pravijo, da se je za obisk na konjiškem treba vzeti čas. Prepustiti se je treba raznoliki ponudbi in izbrati tisto, kar vsak posameznik najbolj prija. Prepričani smo, da je v našem mestu veliko možnosti za nepozabna doživetja in bo vsak posameznik znašel za ta zase. Cilji naše naloge so, da bi ohranjali tradicijo in kulturo slovenskih konjic, privabili mesto mlade raziskovalce, predstavili drugačne načine pouka, otroke skozi zabavne igre pritegnili k učenju. Veliko smo ustvarjali o reki Dravini, ki je tudi vključena v varovano območje Nature 2000. Delavnice so potekale predvsem na področju hidrogeografije. Izmerili smo tok reke, globino, temperaturo vode. Nabrali smo tudi nekaj kamenčkov, s katerih smo ustvarjali, delali čebelice in pikapovelnice, ki se jih lahko tudi tukaj pogledate. Naredili smo tudi ladjice iz lubja in leseni mlinček, ki smo ga tudi preizkusili in delovali. Potekali smo se tudi po Konjiški gori, kjer smo nabrali listje in iz njega naredili spomin. Za na konec smo se naredili še smuti iz voznih sadnikov, s katerih smo se posladkali. Hvala lepa puncam za to slikovito predstavitev. Naj vam povem še, kdo so dobitnice teh zlatih priznanj. To so Ula Vitek, Kristina Iršič, Diana Lešnik, Evita Brdnik in Nika Dragan iz 8. razreda, ter Julija Kene, Pija Kovač, Nina Maležnik in Maša Pliberšek iz 9. razreda. Tako mi pa sedaj prehajamo v tisti bolj uraden del našega današnjega druženja v okviru konjiških dni z letnico 2016. V prihajajočih dneh se bo na različnih lokacijah naše občine spletlo pisano dogajanje, ki bo med sabo povezalo različne generacije domačinov in ostalih obiskovalcev, ki bodo k nam prihajali. No, po lanskem praznovanju častitljive 850-letnice prihoda kartuzijanov v dolino Svetega Janeza letos praznujemo 870 let prve omembe konjic v pisnih delih. Prvič se namreč konjice omenjajo v ohranjeni listini patriarha Pelegrina iz Ogleja, in sicer leta 1146. In to letnico bomo vse tja do 30. junija poskušali osvetliti iz različnih zornih kotov, obenem pa v zgodovino naših krajev s posebnimi dejanji, aktivnostmi in dogodki zapisati tudi letnico 2016. Zato prijazen pozdrav podžupanu občine Slovenske Konjice, gospodu Petru Korenu, direktorici občinske uprave občine Slovenske Konjice, gospe Bredi Obrez-Preskar in doktorici Tanji Lešnik-Štuhec, koordinatorici projekta izdelave načrta razvoja in trženja turizma. Pa spregovorimo najprej nekaj besed o letošnjih konjiških dneh kot celoti in izpostavimo tiste ključne poudarke. Zato besedo v naslednjih minutah predajam gospodu Petru Korenu, podžupanu občine Slovenske Konjice. Hvala. Lepo pozdravljeni, tudi v mojem imenu. Zahvalil bi se vam za odziv, za povabilo, da bodo
ti naši dogodki, ki smo jih pripravili, imeli poleg dobre vsebine tudi dober obisk, zato boste poskrbeli vi z vašimi informacijami. Kot že rečeno, letošnji konjiški dnevi potekajo od 10. do 30. junija, to se pravi, da mi smo že zagrabili svoje delo. Bojo pa, glavni podarek bo počastitev 78 let prve omembe slovenskih konjic. Dogodki bodo športne, kulturne, izobraževalne narave. Teh dogodkov je preko 40, če jih naštejem samo nekaj. Poudarek bomo dali našim pridobitvam, ki jih v teh cajtih, ko so malo slabši proračuni, še težje izpeljamo, da jih kar nekaj naštejem. Eno cesto smo že otvorili na Zbelovem, ena občinska cesta. Čaka še nas otvoritev ceste Levšenak-Višnar. Letos bomo tudi odprli dom krajanov v Spodnjem Grošovju, ki ga že kar nekaj let čakajo in bo otvoritev prava. Odprli bomo obrtno cono Ponos, ki je tudi par let stala, letos pa dobiva že svojo pravo izgled in mislim, da bo tudi se prva delovna mesta počasi težko pričakovana v njej odprla. Prireditve bo tudi namenjene najmlajšim, kajti najmlajši so naša bodočnost in jih ne smemo spregledati. Najmlajši bojo uživali na svojem živžavu in na prireditve naprej po svoje poti. Malo večje bomo povabili na prireditev najmladi. Gimnazija nam pripravlja prireditev odsev leta. Najboljše maturante smo že povabili in se jim zahvalili za dober uspeh na občini, kajti tem je treba še posebej dati poudarek, kajti to bo naše vrhnje v bodoče, oni bojo naši krojilci naše usode, ko bomo mi starejši, bojo oni nas upravljali in nam izboljševali življenje. Prav tako bomo z gospodarstveniki pripravljamo prireditev, katere se bo udeležil tudi minister, gospod Zdravko Počivalšek. Nismo zanemarili narave in okolja, kajti vse pomembne je, v kakšnih okolju živimo. Tako bomo z gozdarji, pripravljamo dan z gozdarji, raziskovali bomo gozdove, učili se bomo zeliščarstva in zdrave prehrane, tekli bomo po naših lepih gričih, pripravljamo tudi otvoritev naših 2 bazenov v Konjicah in na Zbelovem. Počastili, v tem času praznujemo tudi dan državnosti in počastili bomo tudi ta dan državnosti. Na koncu teh dni pripravljamo svečano sejo občinskega sveta, katere se bo, to je 30.6. ob 19. uri, katere se bo udeležil in nas počastil gospod predsednik države, gospod Borut Pahor, na kateri pa tudi, kot že vsako leto, podelimo nagrade in grbe občine. Menim, da občina in občinska uprava uresničuje svoje poslanstvo, to je, da izboljšuje in omogoča boljše življenje vsem občanom. Seveda odprti smo za vse predloge, za izboljšave, tudi za kritike, tako da je to bilo to nekako, da smo pripravljeni tudi na vse vaše vprašanja oziroma pohvale, kritike, graje. Hvala. Hvala lepa, gospod županov, sedaj pa še za kakšen vsebinski poudarek v okviru Konjiških dni
2016. Predam besedo gospe Bredi Obrez-Preskar, direktorici občinske uprave. Lep pozdrav tudi v mojem imenu in pa seveda v imenu občinske uprave občine Slovenske Konjice. Rečeno je bilo, pripravljamo zelo veliko dogodkov. Zavedamo se namreč pomena druženja, zavedamo se pomena mreženja in izmed teh dogodkov bi jaz mogoče samo še izpostavila tudi dan podjetnikov, ki ga je omenil gospod podžupan. Takrat bomo gostili ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška, in končno pristopili tudi k ustanovitvi kluba podjetnikov oziroma Dravinskega poslovnega kluba za okrajšavo DPK, ki smo ga nekako napovedali že v mesecu maju, ko smo se srečali z obrtniki, podjetniki Dravinske regije in ugotovili vsi skupaj, da pravzaprav eno tako vrsto poslovnega druženja, mreženja z nekimi jasnimi cilji v občini Slovenske Konjice in tudi preostalih občinah Dravinske doline potrebujemo. Zamišljeno bo pravzaprav tako, da se bomo v začetku nekako posvetili predstavitvi podjetniške in pa obrtne, bom rekla, obrtnih priložnosti klime v občini z moderirano okroglo mizo, ki bo krajša, 30 minut. Nato bomo seveda pristopili še formalno k ustanovitvi tega kluba, kasneje pa si bomo skupaj z ministrom ogledali tudi Trixie Aviation, se pravi našo proizvodno zrakoplovov, ki leži v naši občini. In to bo tudi namen našega vsakokratnega druženja, da bomo vsakič pokazali eno dobro prakso, en zgleden primer uspešne podjetniške, obrtniške zgodbe v naši občini. Mogoče bi omenila ob tem tudi, ker je ta častitljivi jubilej 870-letnice prve pisne omembe Slovenskih Konjic, namreč ravno opominja na ta dogodek izpred 870 let, torej letnico 1146, da bomo v okviru tega praznovanja izdali tudi monografijo prve pisne omembe Slovenskih Konjic. In ob tem seveda pripravljamo tudi posebno predstavitev z avtorico te monografije pred samo svečano sejo naše, torej te osrednje proslave ob konjiških dnevih, kjer bomo, kot je rečeno, podelili tudi naša najvišja priznanja zaslužnim v občini Slovenske Konjice. Rečeno je bilo, da smo odprti za seveda pobude občanov. Jaz lahko rečem, da zdaj sem 4 mesece dobre tukaj v občini Slovenske Konjice in da dejansko spoznavam pravzaprav vse priložnosti, ki jih to okolje ponuja. Moram reči, da jih je zelo veliko, tako na gospodarskem, kulturnem, zlasti pa na turističnem področju, in sem zelo vesela, da bomo danes lahko v okviru te predstavitve tudi povedali tisto, kar nam je posebno dragoceno. Mladi, bom rekla, naši mladi, ki so predstavljali ta svoj projekt, so upozorili ravno na to, kako pomemben je turizem. Zdaj, v Sloveniji se tega seveda zavedamo, ampak ali znamo stopiti skupaj, da bi destinacijo Slovenija ali pa vsaj destinacijo, kot je, bom rekla, Dravinske doline, ponudili skupaj, to pa je že včasih teže. Ampak nam je s pomočjo tega projekta in pa s pomočjo dr. Tanje Lešnik-Štuhec to nekako začelo uspevati, da ne bomo prehitevali. Pristopili smo skupaj k oblikovanju strategije razvoja in trženja turizma v Dravinski regiji in na tak način računamo, da bomo že z primeri, da ne bom preveč posegala v tole predstavitev, že pokazali, kaj smo v tem času uspeli pravzaprav narediti. Naše temeljno poslanstvo pa je, tako kot na vseh ostalih področjih, povezovanje, mreženje in pa seveda, da ta potencial te občine, kot je tudi tale naš obnovljeni dvorec Strebnik, v katerem vas danes gostimo prvič v taki obliki in ga bomo seveda z veseljem uporabljali tudi v prihodnje, da koristimo te resurse, ki so v občini dejansko izjemno bogati in s katerimi, kot smo prej slišali, mlade, se imamo s čim pohvaliti. Tako da sem vesela.
da lahko tudi delujemo, bom rekla, z celotno občinsko upravo, tudi z vsemi akterji, gospodarskimi subjekti, pa tudi ostalimi našimi javnimi podjetji v občini in da na ta način uresničujemo vizijo, cilje občine Slovenske Konjice. Hvala lepa. Torej, v naslednjih minutah, kot ste že slišali, sledi predstavitev načrta trženja in razvoja turizma v občini Slovenske Konjice in celotni destinaciji Rogla-Pohorje od leta 2017 do 2021. Torej, od konca lanskega leta, ko so vsi štirje župani občin Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče z željo po rušenju medobčinskih mej, ko so se zedinili, da se izdelave omenjenega dokumenta lotijo skupaj, je bilo izvedenih že ogromno povezovalnih aktivnosti, sestankov, druženj, viharja možganov, delavnic in raznih drugih strokovnih srečanj, na katerih so se srečevali predstavniki tako javnega kot tudi zasebnega turističnega sektorja in se še srečujemo. Tako da izdelava dokumenta je trenutno v polnem razmahu, nad njo pa podrečeno z vso skrbnostjo in odgovornostjo ljudi doktorica Tanja Lešnik-Štuhec, koordinatorica projekta, ki je v tem trenutku predanost. Hvala lepa. Ja, ponosna sem v bistvu, da se prav na tem koncu, na južni strani Pohorja, začenja, bom rekla, udejanjati vizija Pohorje 2030, ki smo jo zapisali pred nekaj leti. In prav povezovanje teh štirih občin tukaj na južnem delu, bi rekla, ki je nekako turistično najbolj privlačen, tudi kakorkoli vzamemo najbolj razvit, z izjemnimi naravnimi in kulturnimi danostmi in z ljudmi, ki razumejo in vedo, kako se stvari pelje v turizmu in seveda izjemno delati. Mi delamo tukaj na štirih območjih, štirih občin, kar pomeni skratka štirimi projektnimi skupinami občinske strukture, kjer je seveda tukaj v Konjicah izjemno prisoten župan, gospod Miran Gorinček, gospa direktorica, torej v naši skupini, gospa Breda Obrez-Preskar, sicer gospa Renata Klančnik kot, to bom rekla, podaljšana roka s Ticem, in pa kolegici na Ticu, se pravi Tjaša in pa Tadeja, s katerimi res, moramo reči, odlično sodelujemo in to je tisto, kar potrebuješ, kemijo, če hočeš narediti eno dobro zgodbo in to kemijo seveda je tukaj v Konjicah začutiti. Izjemno me veseli, da smo v tem času lahko dejansko izpeljali popolnoma vse, kar smo načrtovali, ko smo se srečali dejansko v septembru 2015 in ko so vsi štirje župani nekako se odločili, da je to strateškega pomena, da se skupaj pelje zgodba in da dobimo po eni strani dokumente, ki se nanašajo na občinske strukture, torej razvoj in trženje turizma vsake posamezne občine, se pravi Zreče, Konjice, Oplotnica in Vitanje, in da dejansko to zgodbo nadgradimo in povežemo v destinacijsko zgodbo, ki nekako pelje vso to zeleno trajnostno noto, ki smo jo prej že slišali od deklet te Zmajčkove zelene dogodivščine, se pravi tega projekta. 870 let je zagotovo ena izjemna, bomo rekli, tradicija na območju in način, na kakršen jo boste proslavili, se mi zdi izjemno kakovosten in je zagotovo tisto, zaradi česar si moramo prizadevati, da čim več obiskovalcev pride v to območje. Namreč počaščen si lahko, če delaš na taki destinacijski zgodbi, kot jo počnemo zdaj tukaj skupaj. Mislim, da takih zgodb trenutno v Sloveniji ni kaj dosti, kjer bi dejansko se občine odločile, da bodo skupaj dejansko peljale zadevo. Čeprav je, kot sami veste, ta znamka, logotip, kakorkoli že in spletna stran nekaj let že v delovanju, pa tako močnega povezovanja, se pravi celovitega povezovanja vseh štirih občin ni bilo. In to je prav tisto, kjer smo konkretno zdaj v tem tretjem sklopu, se pravi prvi je bil posnetek stanja, torej z projektno skupino in z delovnimi skupinami, kar pomeni torej vsaka občina z svojimi delovnimi skupinami, pomeni, da v območju sodeluje več kot 80 ljudi. Potem pa seveda na destinacijskem nivoju. In glede na to, da imamo samo 2 Tica, Konjice in Zreče, da še drugi 2 občini tudi potrebujete to podaljšano roko, da bomo lahko sodelovali in da bomo lahko predajali te koordinatorske vloge naprej, je nujno vzpostaviti tudi nekje Tice tam. Zato je izjemno dobrodošlo to, kar že tukaj znate, kar dobro peljete v Konjicah in to je Tic, Konjice in pa Zreče, da kot podaljšani roki data dejansko še svoje izpostave, bi rekli, v Oplotnico in v Vitanje. Tako potem lahko mi dejansko izpeljemo to celovito zgodbo, o kateri se pogovarjamo.
Junij je izjemno močen, tukaj smo izjemno aktivni. 6. junija smo imeli delavnico Kreativno na podeželju v območju destinacije Rogla-Pohorje in takrat smo dejansko tudi postavili 4 delovne, torej 4 centre. Namreč mi vemo, da bo zelo težko z neko pravno formalno obliko takoj v tem začetku, zdaj v tej prvi fazi izpeljati aktivnosti. Smo pa postavili sistem, model 4 centrov in sklopu teh 4 centrov od 4 do 8 delovnih skupin. To pomeni, da bodo se začele aktivnosti izvajati in kar je najbolj, bom rekla, največji doprinos tega projekta je to, da istočasno, ko nastajajo 4 dokumenti, vsake od občin in destinacijski dokument vizije razvoja in trženja, se izvajajo številne aktivnosti. In to so delavnice, ki jih peljemo in sproti dejansko tako tudi nastajajo delovne skupine. Torej, 6.6. je bila torej kreativno, 7.6. smo imeli prvo delavnico za prireditve, tako da vsaka občina zdaj že dejansko gradi akcijski načrt ene od prireditev, ki bo nastala destinacijska prireditev. 15.6., to je danes, imamo, ko tukaj zaključimo ob 2 v Zrečah delavnico, kjer se bomo pogovarjali o dnevih odprtih vrat. To pomeni, da ne bodo odprta vrata v poletnem času za stacionarne goste in obiskovalce samo v Zrečah, ampak v celi destinaciji. Torej vsi ponudniki, ki imajo doživetja, ki jih lahko ponudijo kot degustacije, kot oglede, kot karkoli izkustveno, bodo odprli vrata. 20. junija gremo na ekskurzijo na Solčavsko, pogledati primere dobrih praks. In potem še 22. začnemo z vodniki. Skratka, vodniki bodo zelo pomembni, kajti usposobljeni bodo preko delavnic in jih je cela vrsta. Verjemite, da bodo imeli trdo delo, da bodo dobili licenco, bodo konkretno potem lahko tudi pripravili za svojo nalogo turistične produkte, vsaj dvodnevne. Kar pomeni, skratka, da dobivamo iz vseh zornih kotov različne, bi rekli, impulze in zadevo peljemo, mislim, da v pravo smer. Tako da predstavitev dokumentov bo konec avgusta, začetku septembra, takrat bodo tudi razgrnjeni za javnost, destinacijski konec septembra in v tem času pričakujem, da bo delovne skupine, začnemo delati s prvim tednom v juliju, tudi dejansko že zelo, bomo rekli, kompetentno peljale aktivnosti, za katere jim bodo prepuščene. In moj odhod z zaključkom seveda ne pomeni, da me več ni tukaj. Jaz si zelo želim, da bi lahko s temi delovnimi skupinami enkrat mesečno še sodelovala, ker potem pomeni, da po 1,5 leta več ne potrebujejo pomoči, me lahko še samo pokličejo in to je tisto, kar je fajn, ne, da postane samostojna, zadeva se potem odvije in se vsi potem ponosni lahko obrnemo, pa rečemo, Res smo osvežili, naprimer, destinacijsko znamko, osvežujemo, naprimer, spletno stran destinacije, zadeve tečejo. Toliko. Hvala lepa. Tako upamo, da smo uspeli naplesti nekaj dobrih izkušnjic za zgodbe, ki jih bodo v vaših medijih pisali naši knjiški dnevi 2016 in seveda praznično knjiško leto, katerega polovica pa je že praktično za nami. Prijetne knjiške dneve 2016 vam želim vse dobro.